imel dvomov, nisem pa pričakoval tako močnega, res plebiscitarnega rezultata. In ta rezultat je bil izredno pomemben navznoter in navzven. Navznoter mislim, da je prispeval predvsem k temu, o čemer govori tudi predsednik države, da ni prišlo do notranje delitve, kajti če se skoraj vsi ljudje odločijo za nekaj, potem mora vsak, ki misli drugače, zlasti če bi želel oponirati temu, misli gredo tja do pete kolone, ki bi se lahko zgodila in je bila v Beogradu verjetno tudi pričakovana. Skratka, ta rezultat pomeni izjemno plebiscitarno, zgodovinsko, politično enotnost, politično voljo na ljudski ravni. Na politični ravni jaz kot predsednik vlade take enotnosti, o kateri se je govorilo pozneje, nisem čutil, saj so nekateri nagajali osamosvojitvi pravzaprav do zadnjega dne. Kar bi mi potrebovali, bi bilo to, da vladi ne bi nagajali pri prizadevanjih, da to epidemijo ustavi. Zato ni potrebne vlade narodne enotnosti, zato je potrebno razumeti, kaj je danes na kocki in s čim lahko tudi kot opozicija prispevaš k temu, da se problema čim prej rešimo. Torej, da opozicija danes v tej stiski, ki zadeva številne v tej državi, pritiska samo na eno stvar, in temu se reče zamenjava oblasti oziroma zamenjava vlade, je zame v nasprotju z nacionalnimi interesi, še posebej bi rekel glede na to, da je prejšnja vlada sama odstopila in napravila prostor drugi vladi in rekel, zdaj zaposlovati vso Slovenijo s to alergijo proti Janši, ki je šla celo do nasilnih izrazov, se mi zdi, mislim, tega ne morem označiti kot odgovor. Jaz si želim, da bi Slovenija ostala zvesta vrednotam osamosvojitve in demokratizacije, da bi našla osnove, iz katerih bo sproščeno živela skupaj. Mi ne moremo delati združene Evrope tako, da smo razdeljeni doma. In v tem vidim veliko nalogo slovenske politike, da združi sile za tisto, kar moramo narediti, da pospravi preteklost na evropski način z resnicoljubnostjo, pravičnostjo in kjer je potrebno tudi s spravnostjo. In če bomo našli vire tega našega sožitja, bomo tudi kos nalogam oziroma izzivom, ki se danes pojavljajo